Dober dan, lepo pozdravljeni ponovno na kanalu Greg Sport. Kot ponavadi, z vami Gregor in čas je za novo debato, nov podcast. Novo leto je tukaj, nismo se še slišali, zato na tem mestu vse dobro, vse, kar ste si zadali, čim več naj se uresniči, kolikor se le da. Čim manj izgubljanje živcev ob spremljanju Dallas Mavericksov, čim več užitkov ob spremljanju Dallas Mavericksov in Luke. Skratka, naj bo leto boljše, kot je bilo prejšnjo, če tudi ste imeli uspešnega, ni vrag, da se ne da še boljše. Na tem mestu vam to želim, Gregor in ekipa od zadaj za Greg Sportom, za katerega vas že zdaj vabim, da se naročite na kanal za podobne debate in košarkarske vsebine, highlights in tako naprej. Ja nič, Luka je nazaj, OKC je premagan, Denver je premagan, 2 tekmi za Luko, 2 zmagi, odličen vstop v novo koledarsko leto. Covid je za Luko, zdajle kako dolgo bo pa v resnici pustil posledice na zdravju Luke, kondiciji in tako naprej, tole je pa drugo vprašanje, tudi za koga drugega. Še najboljše pa morda to ve v tem trenutku Luka, kako se počuti. Vemo, da je po prvem srečanju proti OKC na novinarski konferenci celo kašljal, v bistvu vse to je nekaj normalnega, pa neki bolezni, ampak je priznal, da je malo težje dihal, da so ga pljuča pekla, tako se je sam izrazil, in da stvari pač niso idealne, daleč od tega. Tudi šut je trpel, tako na prvi tekmi kot danes proti Denverju. Ni še pravega feelinga, no, pravi Luka, tole mu čisto verjamemo, procent šuta je slab, na srečo se lahko znajde on nekoliko drugače, tudi malo prodre. Predvsem pa, kar je najbolj očitno, išče svoje soigralce, jih razigrava in to je vidno na število asistenc. Naprej zadnji tekmi 10, če se ne motim, včeraj 15, kar je imenitno. In posledično so zadovoljni tudi njegovi soigralci. Super! Zdajle bolj podrobno sem spremljal današnjo srečanje proti Denverju, kjer sem resnici na ljubo pričakoval nekoliko boljši Denver, da bo nudil nekoliko boljši odpor. Pa mislim, da temu ni bilo tako, tudi oni so nekoliko oslabljeni, nekaj poškodb, tudi Vlatka Čančarja tekom srečanja, žal, tega se dotaknem še malo kasneje. Skratka, če se dotaknem spet Luke, mislim, da zelo odlično sodeluje s temle novim centrom Markizom. Par pick and roll situacij, zelo fajn. Danes me je presenetil Maxi Kleber, ki je parkrat blokiral Jokića, super, fantastično. Brunson je dal svoje, pol imamo Luko, pa je praktično to že tone. Tako da nekih večjih ekstra presenečenj razen omenjenega tukaj ni. Kar nekaj debat se je v bistvu razširilo, predvsem na družabnih omrežjih, o tem, kar sem danes mogoče malo bolj želel poudariti, glede samega načina vodenja Jasona Kidda, moštva Dallasa in pa potem Ricka Carlisle. Se pravi, nekako bolj ziheraško mi deluje tale Kidd. Luka je bolj strmi Lukova igra k temu, da razigrava svoje igralce in napram temu njegova individualna statistika nekoliko trpi. Ne najdemo ga več na najvišjih mestih pri številu točk, je pa še vedno v ospredju pri številu asistenc. Zdajle upam, da je to na dolgi rok, če se gleda končni cilj, se pravi končnica, v redu, da se bo mogoče manj strošil, če je to upajmo. Drugače je Rick Carlisle, ki ga sam nisem preveč hvalil, pa ga nisem preveč maral, glede tega je bil Luka v večji prednosti. Na to sta recimo opozorila Gašper in pa Marko, če tole poslušate, lepo zdrav na mojem Facebook profilu. V bistvu ena zelo zanimiva debata je potekala med njima dvema in bom rekel, da se kar z obema strinjam. Medtem ko Marko pravi oziroma trdi, da
Verjame, da pri Dallasu gledajo bolj dolgoročno in želijo iskati vse rezerve, ki jih ima Dallas, s tem, da Luka bolj razigrava. Medtem ko Gašper pravi, da je malenko zaskrbljen, ker Luka ni toliko v spretju, občutno mu je padel met, ne ozira se toliko proti košu, skratka ni nevaren za koš. Tudi s tem se absolutno strinjam. In me tudi, ravno tako kot Gašperja, nekoliko skrbi. Zdaj čas bo seveda ravno pravšen pokazatelj, kdo ima prav oziroma kdo ne, na koncu koncev to ni pomembno. Važno je, da bo Luka enkrat spet med najboljšimi, ko bodo poškodbe in bolezni vstran in da bo ekipa v končnici. To je tisti primarni cilj. Vse skupaj pa deluje nekoliko zmedeno, zato ker vendarle slika je drugačna. Način napadanja je drugačen. Veliko manj število točk je doseženih strani Dallasa kot lani. Naj bi bil malo večji poudarek na obrambi. Morda, Luka recimo je danes ukradel 4 žoge, pa že skozi celotno sezono trdim, da je nekoliko več pozornosti dal svoji obrambi, medtem ko je pa procent meta žal zmanjšal. Tudi kakšna izgubljena žoga več je tukaj, kar mogoče malo moti, pa zmoti končno statistiko. Sicer pa itak je letos vse na glavo obrnjeno, da temu tako rečem, tale COVID in pa Omikron ali kjerkoli verja že zdaj zelo načenja roster moštev, se pravi, kdo igra oziroma bolj rečeno, kdo manjka. Veliko največjih zvezdnikov je že izpustilo kakšno tekmo, 2 ali veliko več. Luka je v bistvu ob kombinaciji poškodbe in pa okužbe bolezni, kakorkoli, že precej več izgubil. In to vsekakor ni spodbudno in upajmo, da je zdaj tega konec. Zadnji med Dallasovimi, ki so v tem protokolu, je Kristaps Porzingis. Ravno se je Luka vrnil, že je Kristaps odšel. Skratka, Luka mislim, da je zdaj fizično celo bolj ok, kot je bil prej. Mislim fizično, kar se tiče poškodbe in pa kondicije. Ne zgleda bucka za temo, tako rečem, kot sem se dotaknil to v prejšnjih podcastih. Deluje mi nekako bolj fitno. Kakorkoli, če se dotaknemo hitro Vladka Čančarja, kaj še dan zgodilo. Moja prva slutna je bila, da ni šel gležen, ampak kakšne kosti na nartnici, kar ni v redu. To mi je potrdil tudi kolega Peter, ki je drugače doktor, in je po prvih videnih, potem kaj se je prijel, zakaj se je prijel Vladko, sumi na poškodbo pete stopalnice ali kosti nartnice, kar je po njegovem mnenju, verjamem, da strokovnem, hujša poškodba kot nek zvin gležnja, da ne govorimo zlomu gležnja. Kakorkoli, če pride do tega kakršnekoli poka kosti, bi to lahko bila odsotnost več kot 3 mesece iz košarkarskih igrišč. Za Vladka, kar nikakor ni v redu, glede na to, da je ravno prišel malo v rotacijo Denverja, po vsem, kar imajo tudi tam, končno dobil malo več minutaže, se pravičujem, in igral, bil del rotacije normalne, in zdaj bi bilo to zelo škoda zapraviti. Kakorkoli, naslednja tekma je zelo zanimiva, če še že malo ozremo naprej proti Golden Stateu, ki v bistvu blesti, je prva ekipa zahoda. Zanimivo, Steph Curry je danes dosegel manj kot 10 točk. Ob katastrofalnem metu Miami ga je odlično pokril, ampak vseeno premalo, da bi bilo to za uspeh. Golden State je še vedno zmagal. Torej, naslednjo srečanje pa proti Golden Stateu, kaj je tako posebnega, razen omenjenega, da je to najboljša ekipa na zahodu trenutno. Dirk Nowitzki oziroma njegov dres gre pod strop dvorane in to bo vsekakor nekaj posebnega v Dallasu in verjamem, da se bo ob 12:30 za vsakega pravega navijača Dallasa splačalo vstati.
Tako da jaz mislim, da bom tudi buden, tako kot sem bil danes. In tako, to je to. Dajte še vi, prosim, malo povedati svoje mnenje, kako vidite Luko v novem letu, zaenkrat 100%. Kaj menite o poškodbi Vladka? Zaželimo mu na tem mestu seveda vse najboljše in da ni prehudo, no? Predvsem to, da se bo čim prej vrnil. Predebatirajmo malo v komentarjih, še enkrat vas vljudno vabim, da se naročite na moj kanal za podobne debate, analize, highlights in tako naprej. Srečno 2022, do nadaljnjega, lepo bodite.